Tako, zdaj pa zelo na hitro še tale vsebina. Uresničevanje prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih ali kratica EPO, na katero smo zdaj že navajeni, se je prevesila s 1. novembrom v tretjo fazo. Nekateri ste določene dele te predstavitve že videli oziroma gre tudi za vsebine, ki se kar naprej ponavljajo, saj je strategija, tale EPO, torej strategija na področju izobraževanja odraslih, podobna kot je Evropska strategija za celoten sistem izobraževanja in usposabljanja, torej vseživljenjsko učenje, mobilnost, kakovost, učinkovitost in mnoge druge stvari, ki so prioritetne. Največja prioriteta pri vsem skupaj pa je, da je vse skupaj namenjeno zlasti izobraževalno prikrajšanim. Izhodišča slovenskega projekta so bila od vsega začetka, torej že konec leta 2012, da se seveda oziramo na resolucijo nacionalnega programa za izobraževanje odraslih, da pri tem damo poudarek na ozaveščanju, kajti kot veste, pri nas udeležba kakorkoli je bila v nekih letih na vrhu držav Evropske unije, tako zdaj z leti žal pada in imamo na tem področju očitno še veliko za postoriti. V zadnjem letu pa smo pozornost, ko boste kasneje videli, namenili še prav posebej temeljnim zmožnostim, kompetencam, o čemer je danes govora že ves čas in pri tem ves čas imeli v mislih te 4 stebre učenja, ki smo jih omenili na začetku tega posveta. Ves čas smo si prizadevali iti od politike preko stroke do človeka in nazaj, se pravi od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor, čim bolj povezovati, čim bolj ustvarjati dialoge, graditi mostove in podobno, nadgraditi dobre prakse, kajti prizadevanja v tem procesu uresničevanju te evropske strategije niso imela namen odkriti nekaj povsem novega, ampak nadgraditi tisto, kar obstaja, povezati, doseči sinergijo. Pri tem pa si ves čas tudi stvari izmenjujemo na evropski ravni in ob tej priložnosti bi želela opozoriti na posvet, ki ga Andragoški center skupaj z drugimi partnerji, zlasti Andragoškim društvom Slovenije, katerega ideja je to tudi bila, pa CMEPIUS-om pa drugimi asociacijami na področju izobraževanja odraslih, torej posvet Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 7. in 8. decembra, kamor so povabljeni nosilci izobraževanja odraslih v državah na teritoriju bivše Jugoslavije. To bo nedvomno zelo zanimiv dogodek za vabljene udeležence, ampak veliko bomo o tem pisali, snemali, tako da boste posredno lahko deležni spoznanj z tega dogodka vsi. Rezultati dosedanjega uresničevanja evropskega programa so precej barviti, precej govorijo sami zase, o njih veliko pišemo in eden od njih je Parada učenja, dnevi učečih se skupnosti. V bistvu smo nadgradili teden vseživljenjskega učenja, kot veste, saj tukaj v dvorani je ogromno tistih, ki ste to idejo spravili v življenje, v lokalnih okoljih, s podporo županov, kakršni so bili tukaj današnji gostje. Parada učenja se je odvila na 21 prizoriščih v Sloveniji v teh 3 letih in kar je ta hip pomembno je to, da Parada učenja gre naprej, da jo bomo izvajali tudi v prihodnjih letih, da smo našli finančne vire za njo s strani države, da želimo, da še naprej dobi tudi podporo na ravni lokalne skupnosti in da naleti vsaj na takšen odziv, na kakršnega je naletela, pri lokalnih ustanovah, interesnih društvih, posameznikih, kajti njeni rezultati so zares odlični. V teh 3 letih je 596 partnerjev, organizatorjev, to so res ustanove ali pa društva, ki so pomagali v teh 21 okoljih ta dogodek izpeljati in dosegli smo približno 22.000 ljudi, ki so obiskali ta prizorišča, kaj šele številka ljudi, ki smo jih dosegli preko medijev in na drugačne načine. Torej, mislimo, da je to vendarle nekaj novega, čeprav smo prej rekli, da bomo nadgrajevali predvsem
vendarle nekaj novega, kar se je prijelo, in če malce zaupam naše načrte, ki jih še vedno osnujemo skupaj z ministrstvom in dosedanjimi nosilci Parade učenja, predvidevamo, da se bo ta v naslednjem tednu vseživljenjskega učenja odvila na en dan, da bodo nosilci po eden v vsaki regiji in da bodo lahko sodelovali tudi drugi z pravico uporabiti ime Parada učenja dnevi učečih se skupnosti. Drug tak sklop rezultatov so video publikacije o primerih dobre prakse. Vse te publikacije so objavljene na spletni strani projekta in jih že pridno uporabljate v vaši praksi pri navduševanju udeležencev, pri kakšnih strokovnih dogodkih skupaj z drugimi izobraževalci in podobno, tako da verjamemo, da so tudi te stvari zaživele. Posebej ponosni smo pa na strokovne dogodke, ki smo jih izpeljali v sodelovanju s temi 21 nosilci v letošnjem letu, in to za 4 ranljive ciljne skupine: za mlade, za brezposelne, za priseljence in za podeželsko prebivalstvo. Približno 5 koordinatorjev, v glavnem ljudskih univerz, pa tudi Šolski center Celje, KTRC Radeče in Mestna knjižnica Ljubljana, ste skupaj z partnerji na lokalni ravni izpeljali ta dogodek željo, da pogledate, kaj za te ciljne skupine že obstaja, kar zadeva njihov razvoj temeljnih zmožnosti, kaj bi se seveda dalo še postoriti, in v veliki večini ali pa kar v vseh okoljih ste prišli do spoznanja, da je treba s tem delom nadaljevati. Na 14 prizoriščih je bila predstavljena raziskava PIAK. Seveda so deležniki povsod pričakovali, da bo že kaj konkretnega, ampak teh konkretnih rezultatov pač do julija 2016 ne bo. Kljub temu pa so bila lokalna okolja senzibilizirana na to, da bomo kmalu dobili precej realno sliko o tem, kje, kar zadeva zmožnosti odraslega prebivalstva v Sloveniji in v posameznih lokalnih okoljih smo. Naj povem še to, da od 1082 udeležencev teh 21 dogodkov je bilo kar 408 učečih se, torej izpeljana so bila konkretna usposabljanja, bodisi da je šlo za računalniško usposabljanja, za kakšne dogodke s priseljenci in podobno. Okrog 674 je bilo pa izobraževalcev in seveda vseh drugih deležnikov. Poudarjam, ti strokovni dogodki so bili spet vrh ledene gore, vrhunec tega, kar se dogaja v praksi čez vse leto oziroma že 2 desetletji ali pa še kaj več. Strokovni dogodki so predstavljeni na spletni strani, vsak nosilec je pripravil program, je pripravil poročilo, tukaj so PowerPoint prezentacije, kjer je poudarek na spoznanjih in priporočilih. En krasen dogodek, upam, da se strinjate z mano, je bil pa 19. andragoški kolokvij letos junija v Kranjski Gori, kjer so predstavniki teh nosilnih ustanov spregovorili o teh dogodkih in povedali tudi, kakšna so spoznanja, kaj jih bo vodilo pri nadaljnjem delu, ne samo v okviru promocijskih dejavnostih, ker vse to teče, ampak tudi čez vse leto. Zdaj pa novo obdobje. Rekla sem, s 1. novembrom se je že začelo, prijava je tekla spomladi letos, tako da smo seveda želeli izhajati iz tega, kar smo že do zdaj počeli. Moram reči, da Evropska komisija pozdravlja to, kar počnemo. Parade učenja so jim bile sprva nekaj zelo nenavadnega, ker so druge države prijavljale v glavnem konference in podobne stvari. Zelo barvito, res nenavadno se jim je zdelo vse skupaj, ampak so bili takoj po prvem letu na tem navdušeni, tako da Slovenija velja kot res primer dobre prakse. Seveda smo pa strokovnimi dogodki dodali še eno veliko strokovno težo vsemu skupaj. Zdaj, Evropska komisija, ko je pregledala, ker ti projekti pač tečejo v vseh državah, so denarno podprti, je pregledala dosedanja 2 projekta in ugotovila, da mora kot obvezno nalogo postaviti to, da se oblikuje neka koordinacija nacionalnih deležnikov, da je tukaj neko telo, ki spremlja ta proces, ki se z njim seznanja, ki ga tudi usmerja. In kot je Katja že dopoldne oziroma po kosilu povedala, imamo v načrtu nadgraditi nacionalni odbor za teden vseživljenjskega učenja s predstavniki drugih ministrstev in številnih drugih
ustanov na nacionalni ravni, ampak tudi s predstavniki različnih asociacij, pa tudi predstavniki učečih se. Naj zaupam še en načrt, ki nam ga bo pomagala izpeljati naša sodelavka in hkrati dobitnica letošnjega priznanja Andragoškega centra, to je Slavica Borka Kucler, ki je orala ledino pri delu z učečimi se, zlasti dobitniki priznanj, namreč nameravamo organizirati forum učečih se številnimi nalogami, ampak o tem na naslednjem letnem posvetu. Kar so še naši plani v novem dvoletnem obdobju, želimo narediti eno strategijo za ozaveščanje, tako širše, ne samo kar se tiče TVU-ja. Dr. Jelenc je postavil strateški načrt TVU-ja leta 95-96, a ne Zoran, potem smo ga nekoliko nadgradili, zdaj bi želeli iti pa še širše in narediti še 6 akcijskih načrtov, ki zadevajo taka kritična področja v promociji oziroma v ozaveščanju. Nadaljevali pa bomo tudi s prej omenjenimi strokovnimi dogodki, s tem, da jih ne bo več 21, ker je to tudi težko obvladljivo, ampak za vsako od teh ciljnih skupin bo en dogodek nacionalnega značaja, ki bo pa spet potekal na lokalni ravni, kajti zelo, zelo močno verjamemo v to, da moramo pa tukaj izhajati od spodaj navzgor in povabiti vse deležnike tja, kjer ljudje živijo, kjer delujejo, kjer so ustvarjajo. In druga obvezna naloga je povezovanje z platformo Epale, o tem je tudi bil govor danes, ne bom se ponavljala, ampak še enkrat vabljeni, da se tej platformi pridružite. V tem trenutku bi nehala, želela bi vam pa predstaviti, in to je premierna predstavitev videa, ki je nastal na temo strokovnih dogodkov EPO s pomenljivim naslovom Zmorem, torej sem. Franci, prosim. Sem Milena Štefelin, doma iz Spodnje Lipnice. Odločila sem se, da uporabljam računalnik, ker imamo že doma internetno povezavo in šla na Ljudsko univerzo. Moje ime je Išaka Sanu, sem iz Burkina Faso. Več kot 5 mesecev, kdaj iščem službo in vsi službo vidiš, te rabi, ne vem, končano osnovno šolo. Moje ime je Nika Manevski in stara sem 19 let. Pred kratkim sem se odločila, da se upišem na CDI univerzo, kjer obiskujem gimnazijo. V krizi se je pokazalo, kako pomembno vlogo ima lahko izobraževanje odraslih. Ljudem, zlasti nizko kvalificiranim in starejšim delavcem, omogoča, da izboljšujejo svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi. The European Commission is willing to invest a lot of budget and support for the development of basic skills of European citizens, because we know that there are 70 million adults in Europe, which means 1 adult in 5 in Europe, which has only a very low level of basic skills. Da bi se lotili nadvse resnega družbenega problema, smo se na Andragoškem centru Slovenije skupaj z različnimi partnerji pridružili procesu uresničevanja prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih. Pri tem smo se oprli na glavno sporočilo, da je treba vso pozornost posvetiti ljudem, ki imajo nizko izobrazbo, nizke kvalifikacije in so resnično potrebni pomoči. V 3 letih smo izpeljali 21 parad učenja, samo v zadnjem letu pa še 21 strokovnih dogodkov po različnih slovenskih krajih. Strokovni dogodki so bili torej namenjeni spodbujanju temeljnih zmožnosti odraslih in sicer smo se pri tem osredotočili na ranljive ciljne skupine, brezposelne, mlade, podeželsko prebivalstvo in priseljence. V Novem mestu so strokovnjaki pod drobnogled vzeli temo Mladi med šolo in zaposlitvijo. Ugotovitev našega dogodka je, da je potrebno ohraniti projektno učenje za mlajše odrasle, razvijati temeljne zmožnosti pri mladih tako v programu PUM kot tudi v formalnem izobraževanju, podbujati mlade k samostojnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti in k razvijanju lastnega delovnega mesta, to se pravi ustvarjanje pogojev za to, da bodo imeli zaposlitev. V Mestni knjižnici Ljubljana so brezposelnim ponudili delavnice za razvoj zmožnosti, znanj in spretnosti potrebnih za delo. Ugotovili so, da so zmožnosti za delo neločljivo povezane z zmožnostmi potrebnimi za drugo plat življenja, kot je zabava,
druženje, družino, kulturno udejstvovanje, prosti čas in podobno. Iskali smo tudi rešitve za probleme podeželskega prebivalstva. V Beli krajini se na težave z visoko stopnjo brezposelnosti odzivajo s spodbujanjem temeljnih zmožnosti podjetnosti in samoiniciativnosti na 3 ravneh. Na tej osebni ravni, koliko smo motivirani za delo na kmetiji. Pomembno je ožje okolje, lokalno okolje s svojimi razvojnimi strategijami in najbolj pomembno je pa seveda na ravni države, kako imamo spodbudno davčno okolje. Preden sem šla v tečaj, sploh nisem znala uporabljati računalnika. Največ uporabljam internet, od kuharskih receptov, zelišča, sigurno pa najprej za zdravje. Na Jesenicah imajo pri delu s priseljenci pomembno vlogo prostovoljci. Kosovka, ki se udeležuje tečaja slovenskega jezika, po 2 urah se pa vrne v svoje lastno okolje, kjer naprej govori v svojem materinem jeziku. To se pravi, da se ta temeljna spretnost ne razvija v zadostni meri. Vkolikor pa tukaj vstopijo prostovoljci, se pogovarjajo s to priseljenko, pa na ta način lahko krepi oziroma razvija to svojo sposobnost. Včasih ljudje začne govoriti angleško in pride včasih nekje in oče govori angleško, sploh nobenega ne razume angleško. Ker vem, kaj si želim, imam ful dobro motivacijo pri učenju. Rada bi se vpisala na Akademijo za gledališče. Zavedati se moramo, da so temeljne zmožnosti tiste, ki jih vsi posamezniki potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Iz te neločljive povezanosti pa seveda sledi, da je tudi za učinkovit razvoj teh zmožnosti potrebno sodelovanje najrazličnejših partnerjev, tako na lokalnem, kot tudi na nacionalnem in na mednarodnem nivoju. Kajti le sodelovanje različnih partnerjev lahko pripelje do uspešnega izobraževalnega procesa. Ta proces ni osamljen, mora biti vpet v druga prizadevanja, mora temeljiti na povezovanju. Med deležniki morajo biti tudi učeči se, kajti oni najlažje povedo, kaj potrebujejo, katere so njihove ovire, kako bi se jim dalo izboljšati pot do znanja in spretnosti. Le s skupnimi močmi smo torej lahko uspešni tudi v prihodnje, ko bomo doseženo nadgradili v nadaljni fazi uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih. It is essential that we keep supporting these people so that they can fully enjoy their rights and keep on learning and develop as citizens and as workers. To je to, to je en tak povzetek. Ja, in ta aplavz velja vsem soustvarjalcem teh dogodkov Parade učenja, tako da hvala tudi v imenu Andragoškega centra in ekipe, ožje ekipe, ki je delala na tem.